23. avgusta lani je balon, v katerem je bilo 32 ljudi, večkrat trdno treščil ob tla. Ljudje so padali iz košare in obležali na različnih koncih Barja. Upam, da noben tega ne izkusi, ker ni prijetno. Reševalci so našli 4 do neprepoznavnosti izoglenela trupla, 2 ponesrečenca sta zaradi hudih opeklin kasneje umrla v bolnišnici. Nekateri, ki so nesrečo preživeli le z nekaj poškodbami, so jo še več mesecev vedno znova podoživljali. Sem se zbujal ponoči z utripom, neverjetnim, me je vrglo, katapultiralo dejansko s posle. Sem se prebudil in se tresel in srce mi je nabijalo. Če se nekdo, je zavpil za mano, sem se ustrašila. Ali pa, v avtomobilu, če sem se zraven peljala, da sem bila sovoznik, pa je nekdo na hitro zavrl, naprimer, sem se ful ustrašila, pa ne vem zakaj. In je ful časa ta občutek mi je bil prisoten. Preiskava vzrokov nesreče tudi po letu dni še ni zaključena, znane pa so predhodne ugotovitve. Vzrok nesreče je splet okoliščin. Dejstvo pa je, da pilot za ta let se je odločil sam. Policija je aprila zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti vložila kazensko ovadbo proti pilotu balona, a je tožilstvo zahtevalo, naj jo dopolni. Je pa Zavarovalnica Triglav, kjer je bil balon zavarovan, že izplačala odškodnine tistim, ki so po poškodbah zdravljenje že zaključili. Agencija za civilno letalstvo je po tragediji za pilote balonov uvedla nova dovoljenja za letenje v komercialne namene, ki jih je do danes pridobilo le 7 pilotov in samo 3 balonarska podjetja. Vsi trije imetniki tega dovoljenja so objavljeni tudi na naši spletni strani, tako da si lahko vsak, ki želi poleteti z balonom, tudi sam preveri, kdo so tisti, ki imajo ustrezna dovoljenja. V balonarskem centru Barje, ki ima ustrezno dovoljenje, je zanimanja med ljudmi za polet z balonom veliko manj kot pred nesrečo. Predvidevam, da je to zaradi tega, ker se je ta papirologija okoli teh dovoljenj toliko časa vlekla, da so ljudje enostavno izgubili zaupanje. Za umrle v balonarski nesreči bo jutri ob 10. uri v cerkvi svetega Mihaela na Barju spominska maša.